V zavezništvu smo pred več kot letom dni začeli iskati podporo za dopolnitev naše ustave z zapisom, da se vodo zaščiti. In 16. aprila 2015 smo predlog zavezništva s 26 podpisi poslank in poslancev vložili v zakonodajni postopek. Hvala vsem za podporo od samega začetka. Revizija poslovanja, ki jo je opravilo Računsko sodišče, kaže, da sta le dve stranki dobili pozitivno mnenje, Zavezništvo Alenke Bratušek in SLS. Vlada na vodilna mesta vrača ljudi, ki so bili na odgovornih pozicijah, ko so banke tonile. To je ključni očitek opozicije. Zdaj, ko je v slovenskih bankah dovolj denarja, da ga bodo nekateri spet z tovornjaki odvažali ven, je seveda potrebno kadrovsko strukturo spremeniti. Pa spet vprašanje, zakaj samo 3 nadzornike menjate? So očitno te 3 najmanj poslušni. Če je nadzorni svet kriv, da so rezultati manj dobri, kot ste pričakovali, bi verjetno lastnik zamenjal vse, ne pa samo 3 izbrane, ki očitno niso želeli narediti tega, kar želite. Politično napeto ozračje pregreva še predlog SDH-ja za zamenjavo 3 nadzornikov Luke Koper, čeprav gre za eno od najuspešnejših gospodarskih družb v državni lasti. Rdeča črta zaznamuje uspešnost Luke, modra Telekoma, pa nadzornikov manj uspešnega podjetja isti SDH ni zamenjal, kot je trdila Bratuškova, ne zato, ker gre za prijateljsko navezo Jazbeca in Jamnika. So za vami bistveno drugačni interesi, kot je dobro, kvalitetno upravljanje Luke Koper, kot so delovna mesta v Kopru in še kaj. To vas postavlja na laž. Za ene tako, za naše tako, za tiste, ki so malo manj naši, pa drugače. Povejte mi, kje je določeno, kdaj se sproži postopek odpoklica. Dokument, številka dokumenta, člen v zakonu, vse to taksativno naštejte. Ne mi govoriti o politiki upravljanja, o pogojih, ki jih morajo člani nadzornega sveta izpolnjevati. Pa mimogrede tudi tega ne znate prebrati. Če ne, v Novi Ljubljanski banki ne bi imenovali 3 ljudi, ki ne izpolnjujejo osnovnih pogojev. To povejte. Kje je zapisano, kdaj lahko odpokličete nadzornike v nadzornih svetih? Pogoji. Dolgotrajna oskrba. Jaz ne vem, kaj 16 let dela Desus v vladi, da rešitev ni na mizi. 16 let. To ni od danes do jutri. Karel Erjavec je 12 let minister, pa niti pol leta ni bil minister za delo. Anja Kopač Mrak je ministrica, ki pozna svoj resor bolje od marsikaterega dolgoletnega uslužbenca tega istega ministrstva, da ne rečem, za razliko od večine ostalih ministrov v Cerarjevi vladi. Tako da, spoštovana ministrica, čestitke za vse napore, ki jih dajete v svoje delo. Absolutno te interpelacije ne bom podprla, kar sem povedala že ob njeni vložitvi. Današnji kongres so številni težko pričakovali. Mediji o tem kongresu govorijo praktično od ustanovnega kongresa dalje. Morda so si želeli, da bi danes videli bitko ali boj med zavezniki, a je resnica daleč od tega. Vaša tako številčna prisotnost je dokaz, da je zavezništvo še kako živo in še kako enotno. Predlog izvršnega odbora stranke je, da se naša stranka preimenuje v Zavezništvo socialno-liberalnih demokratov.